pozdravljeni. Ja, ko me čakam, 24. se bomo namreč skupaj družili. O čem bomo govorili? Govorili bomo o obilju in sicer vam bodo podane in predstavljene vse najboljše energijske tehnike za privabljanje obilja. Za drugimi besedami, tudi za privabljanje denarja, ne? Se pravi, da pridemo do neke take finančne svobode, ampak pozor, pozor, kadar vi začnete privabljati obilje v svoje življenje, potem privabite obilje tudi drugo, ne? Se pravi, ne samo finančno, tudi obilje zdravja, obilje ljubezni, obilje sreče in vse ostalo. In energijske tehnike, ki vam jih bom predstavila, so zares zbrane, tiste najboljše, ki sem jih preizkušala tudi sama. 24.11. se torej vidimo in seveda se morate prijaviti preko 02-6200-230 ali pa preko info@klepet.kavi.si. Še več informacij torej na www.klepet.kavi.si. Vsekakor pa je število mest omejeno, zato da bomo imeli eno tako super skupinico. No, to je, kar se tiče dogajanja v Ljubljani, ne? V industrijski coni Stegne, ampak slišim, da se krasne stvari dogajajo in odvijajo tudi v Mariboru. Tam se namreč nahaja Točka zdravja. In tam, ja, same fine zgodbe slišim, kaj vse ljudje dosegajo in presegajo. In danes je pred nami ena zelo zanimiva tematika. Ja, govorili bomo tudi o otroštvu, govorili bomo tudi o vzgajanju. In veste kaj, prebrala sem en krasen stavek, krasno misel. In sicer, da bi bil skrajni čas, da starši nehajo vzgajati svoje otroke in začnejo vzgajati sebe. Me zanima, kaj bo na to rekel Timi Soršak iz Točke zdravja. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Ja, seveda, z največjim veseljem. Same fine stvari slišimo od ljudi, ne, kaj se dogaja vse v Točki zdravja. Kaj v tu kratkem času, ne, tisto, kar so desetletja dejansko v glavi, se jim je motal, pa potem tu hitro zrihtajo. Tako da seveda, z veseljem se Klepet ob kavi je zato, da vabimo take ljudi, kakor ste vi oziroma kakor si ti. Daj mi povej, hiter komentar. Vzgajati sebe, ne svojih otrok, ker otroci bojo itak vse kot gobe posrkali? Res je. Opažam, da je še vedno preveč oziroma ogromno takih staršev, ki se neprestano sprašujejo, zakaj imajo njihovi otroci konstantne neke zdravstvene težave, kot so recimo pogoste angine, pogosti bronhitisi, vnetje ušes in podobno. Vse več pa je tudi takih staršev, ki imajo otroci neke nepojasnjene oziroma medicinsko neopredeljene neke zdravstvene težave, kot so recimo neke blokade v komunikaciji, neizražanje, zapiranje v sebe, neke nepojasnjene depresije in starši zmeraj iščejo neke rešitve izven sebe pri določenih terapevtih, redko kdaj pa sami sebe vprašajo ali pa mogoče oni sami kreirajo neke težave pri svojih otrocih. Se pravi, ti zdaj meni hočeš povedati, da so starši krivi, če jim otrok zboleva ves čas? Tu zdaj ne smemo reči krivi. Zakaj? Zato, ker delajo ogromno stvari nezavedno. Starši imajo ogromno nekih napačnih prepričanj, napačnih pogledov oziroma nekih napačnih reakcij, pa tudi napačnih načinov čustvovanj, ki pa nezavedno to prenašajo na svoje otroke. Zato je vedno takrat, ko ima otrok neke zdravstvene težave, potrebno začeti reševati svoje težave, če želimo reševati tudi težave svojih otrok. Če smem izpostaviti čist en lasten primer ene mamice, ki je poiskala mojo pomoč oziroma se udeležila naših programov. Imela je sama precej nekih zdravstvenih težav, imela je ogromno nekih zamer, sovraštva do svojih staršev. In tu moram poudariti, da so še živeli pod isto streho, kar še dodatno okrepilo vse skupaj. In vse to je prenašala tudi na svoje otroke. In otrokov tiste zdravstvena stanja oziroma tiste neke težave, ki so imeli otroci, so jo na koncu privedle do tega, da je prišla k nam. Včeraj je namreč imela pogoste epileptične napade zaradi teh nekih konstantnih prepirov, ki jih je poslušala znotraj družine. Ni izražala tistih pravih stavkov oziroma imela precej blokad v sami komunikaciji. In ja, definitivno, takoj kak je mamica začela spreminjati stvari pri sebi, so se sočasno začelo stanje izboljševati tudi pri svojih oziroma njenih otrocih. Wow. Pa tukaj, če smem se pohvaliti, je v bistvu v zelo kratkem času začela punčka tudi govoriti. A res? Ja. Wow. Ful dobro.
Noro, noro dobro. Se pravi, jaz zdaj izviram recimo iz tega, ne? Starš itak hoče vse dobro za otroka, valjda, ne? In v vsakem trenutku odreagira najboljš, kakor ve in zna. Ampak ta zna lahko pa v bistvu nadgradi, ne? Tukaj bi želel izpostaviti ravno to, da jaz ne želim vzgajati oziroma ne želim nekomu govoriti, kako ne vzgaja svojega otroka, se zagotovo vsak vzgaja tako, kot najboljše znajo oziroma kako najboljše ve v tisti situaciji, ampak želim poudariti, da se pa moramo začeti ukvarjati tudi s temi vibracijami oziroma s to energetsko povezavo med starši in otroci. En primer, recimo bronhitisi pri otrocih, so zelo pogosto posledica nekih sporov znotraj družin, nekih konfliktov med partnerama, recimo, da se otroci bojijo očeta. Ampak tukaj bi recimo lahko rekel, kakor, ne vem, kakšni starši potem rečejo, pa se nikoli nisva pred njemu kregala, nikoli se nisva pred njemu drla, on sploh ne ve, da se to dogaja. Ali otrok vse to čuti? Ja, to je zelo dobro, kaj si rekla. Tudi, če se starša kregata nekje v eni sobi, otrok je pa čisto na drugi strani hiše, on zaznava te vibracije pa preko energije. Zakaj? Zato, ker so otroci pa starši zelo močno energetsko povezani. In če recimo mama čuti v spalnici strah pred očetom, pa blokira svojo komunikacijo, ne upa izražati, tudi hčera spode v dnevni sobi, kljub temu, da ne sliši, ona zaznava ta njen strah. Zakaj? Ker sta zelo močno energetsko povezani. Se pravi, govorimo na nek način o tej povezavi, ampak kaj pa recimo ujetost v posamezne energije? Bom recimo povedala jaz iz sebe, ne? Jaz velikrat prepoznam v kakšni situaciji program, ki nima veze z mano, se pravi neke misli ali pa ne vem, neko reakcijo recimo, ki nima veze z mano, ampak me pa spominjajo na mojo mamo. In takrat rečem, to ni moje. Se pravi, pademo v neko energijo, kakor, ne vem, ujetost v tuje energije kot take. Recimo pri nas na programih je čisto osnovna faza ozaveščanja. Zakaj ozaveščanje? Zato, ker na nek način se ogromno vsega, kar nosimo v sebi, sploh ne zavedamo in dokler mi tega ne odpremo gor, sploh ne vemo, zakaj se gre oziroma kaj počnemo narobe. In ja, tako kot si rekla, ogromno teh nekih programov oziroma napačnih pogledov prepričanj imamo ravno iz svojih staršev. In če vzamemo čist osnovni, recimo strah pred izražanjem, če mama se boji svojega moža, recimo ne upa izražati, ima ogromno strahu pred njim, to prenaša na svojo hčero. In zagotovo tudi hčera posledično seveda čuti ta strah pred izražanjem do očeta in kasneje to pelje tudi lahko v svoje partnere, do moža, tudi recimo v delovnem okolju, ker je to zelo moteče, ima recimo nadrejenega, ki oddaja moško energijo, ona konstantno zaznava ta strah in dokler ona ne ozavesti, kdaj je v svojem otroštvu pa skozi svojo mladost potlačila te vse strahove in ustvarila te blokade, tako dolgo dejansko ne more sprostiti tega strahu. Se pravi, vse, kar rabiš, je to, da imaš en iskren pogovor sam iz sabo, ampak rabiš enega mogoče, da te malo usmerja, ne? Ja, na nek način tudi na naših programih so ljudje, ki ogromno vejo, ogromno so tudi prebrali v knjigah, ampak na nek način jim tisti aha trenutek manjkajo, pa tisti klik dejansko, ki pa opažam, da ljudje v teoriji znajo, v praksi pa jim neke stvari ne funkcionirajo. Kar pa nič ne pomeni dejansko, ne? Če ti nekaj v praksi znaš. Lahko mogoče še za trenutek ostajava ravno pri tej ujetosti v tuje energije, se pravi tisto, kar nismo mi, pa vpliva na nas, na našo izražanje ali pa kakorkoli. Kje se to recimo še pojavlja? Čisto konkretno. Moj primer, 1 leto nazaj mi je umrla mama in 23 let nazaj oče. In mama, takrat, ko je umrl oče, na nek način nikoli ni prebolela njegove smrti in je konstantno bila v bistvu ujeta v te njegove energije, konstantno je bila v tistem trenutku, v tisti travmi, v bistvu ogromno je imela jeze, ogromno je imela zamer, ogromno nekih potlačenih obsojanj do njega, zakaj je umrl, zakaj je ona takrat z 2 leti starim otrokom ostala sama. In na nek način je to iz leta v leto se samo stopnjevalo in ona pa, kak je dejansko šla ona naprej, tak je bolj potlačila vse skupaj.
In za vsako neko površinsko srečo po njeno, ne, kljub temu, da je imela novega partnerja, imela je tudi otroka pa vse, ne, ampak ona je še globje tišala tisto, kar je nosila 23 let in na koncu je tudi pri njej prišlo do take zelo čudne smrti, namreč imela neki krč ožilja, ki noben zdravnik ni znal pojasniti, kaj to pomeni oziroma kaj je vzrok temu, ni bilo ne infarkta, ni bilo ne možganske kapi in načeloma v nedeljo še meni delala večerjo, v ponedeljek zjutraj pa je več ni bilo tako čisto strnjeno, ne? In ja, zelo pomembno je, da tudi, če nekoga več ni med nami, je ključnega pomena, da osvobodimo te stare travme, osvobodimo se nekih obsojanj, jeze, zamere, ker dejansko to se kopiči v nas in ustvarja neko neravnovesje v našem telesu. In neravnovesje pomeni bolezen, pomeni izzive na vseh nivojih, ker ravnovesje pomeni zdravje, ne? Res je. Kako se lahko pa mi razrešimo neke ujetosti v druge energije? Osnova vsega, tako sem že prej rekel, je zaveščanje. Zaveščanje. Na naših programih pri Točki zdravja je ključnega pomena to, da človek odpre gor tisto, kar nosi v sebi. Torej, da jaz pač na nek način sem oblikoval vaje, oziroma smo oblikovali, ne smem govoriti samo v ednini, kjer človeka sprostimo. In ko je človek v sproščenem stanju, je isto kot otrok, ko se rodi pa do 7. leta, zakaj brez problema, brez skrbi in takrat smo dovzetni. Otrok je najbolj dovzeten takrat za informacije iz okolice, ne? In takrat smo tudi mi sami dovzetni za neke zapise oziroma za neke lekcije, izkušnje, ki smo jih šli skozi njih, recimo v naši preteklosti. V drugi fazi je ključnega pomena, da to sprejmemo in da se na nek način osvobodimo tega z določenimi avtosugestijami in z določenimi pač temi treningi. In na nek način se pol ta energija sprosti. In čim se energija sprosti, skozi naše telo steče nova sveža energija in na nek način se naše telo začne regenerirati. Se pravi, neke blokade se mi ustvarimo, ne? Človek je neko pretočno bitje, se pravi, pretaka energije čez njega. Zdaj pa, če ima on neke blokade, se pravi, ne vem, nek strah, slabe izkušnje, potlačene zadeve in tako naprej, aha, pa potem že slabš gre, ne? In če zadeva ni prekrvavljena že v fizičnem smislu in če ni pretočna v energijskem smislu, pride dejansko do blokad, kar pomeni, da je totalno logično, da zboliš na eni ravni. Ja. V bistvu je osnova vsega je, da je na nek način moten pretok energije, tako kot si rekla, pa ovira se imunski sistem. Osnova vsega je pa ta kisik. Celice ne dobivajo dovolj kisika in se poškodujejo. Ko pride dejansko do neke kronične težave, takrat se celice več ne obnavljajo in na nek način je blokirano vse v ozadju in dokler mine, to je čisto isto, kot da bi imeli potok in bi v ta potok vrgli eno veliko skalo in seveda na nek način en del potoka še teče skozi, ampak ne vem, skoraj 70-80% pa je ovirano in ko pride dejansko pol do tistega nekega navala vode, bo začelo dejansko poplavljati oziroma kipeti preko, ne? In to je zelo podobno tudi pri depresijah. Recimo ogromno žensk, ki obišče naše programe, ima ravno težave s temi depresijami, z nekimi napadi panike, z nekimi tesnobami. In to je ravno to. Ko mi skozi naše otroštvo, pa našo mladost, konstantno kopičimo v sebi neke probleme, težave in jih ne izražamo, imamo še pa recimo probleme svojih staršev, recimo mama, ki ima svoje probleme, skozi konstantno še te probleme prelaga na svojega otroka, on pa ima občutek, da mora pomagati mami, ne pa sebi. In on ne izraža, on ima svoje probleme, probleme okolice, probleme svojih staršev in to začne pol kipeti. To je isto, kot da bi dali en veliki pisker poln vode na 9, na štedilnik in seveda, ko zavre, začne kipeti. In čim začne kipeti, bolj zagotovo nastanejo neke posledice. A veš, kaj si govoril tisto o reki, pa o skalah, pa te zadeve, ne? Tako se mi zdi, da kad človek doživi neko olajšanje, osvoboditev, kaj ponavadi reče, ne? Zdaj se mi je pa odvalil kamen od srca. Ne? Točno to je dejansko. Definitivno. Jaz, ko delam te vaje, pa ko izvajam te programe, točno čutim, tudi na energetski ravni čutim, kako se sprosti ta pritisk v prsnem košu in tudi sliši se na dihanju. In takrat se vidi, če je blokada na nek način oziroma če energija prosto steče skozi telo ali ne. Prav sliši se, kak ta vdih in izdih. Jaz vedno rečem vsaki stranki, začuti ta prsni koš, kako porineš normalno k hrbtenici, ne, brez neke blokade in ja, definitivno, to je ključnega pomena. Ključnega pomena. Ok, zdaj pa recimo imamo neko žensko pri
50 letih, bova vzela zdaj en primer, in že 30, 40, dobro, rečemo 30 let tensta vse neke zamere do staršev, neke travme, neke ne vem karkoli pač že, koliko let ali pa koliko mesecev, kakšen časovni okvir potrebuje, da določenih stvari se lahko končno osvobodi in začne živeti, začne dihati s polnimi pljuči. Dobro vprašanje. To ljudje ponavadi mislijo, da mora trajati leta in leta. Odpuščanje ni proces, je trenutna situacija. Če smo mi ujeti v neko zamero, jo lahko sprostimo v 4 urah. 4 ure? Ja, s tem, da je pa proces spreminjanja napačnih prepričanj, samega sebe, svoje osebnosti, to pa je drugo. In zato tudi pri nas trajajo mentor programi 2 meseca, individualni program je 4 ure, kjer dobi človek vse ključne točke in vse usmeritve, kaj mora on narediti, če želi povrniti oziroma aktivirati proces samozdravljenja in če želi, da bo to trajalo. Potem pa je 2 meseca tisti mentor program, ki pa sem jaz kot opora nekomu in ga usmerjam. Zakaj? Zato, ker če imamo neko napačno prepričanje, ko mi mislimo, da se že dobro počutimo, nas potegne nazaj. Nazaj, je treba to v bistvu utrditi. Točno to. Utrditi je treba, ne? Ne sme pa to trajati leta in leta, ker to pomeni, da delamo od stvari površinsko in to je tako, da bi šli iz Maribora v Ljubljano, pa bi se v Slovenski Bistrici v krogu vrteli. Potem zagotovo ne pridemo iz točke A v točko B. Treba je iti, treba je delovati, brez prakse ni rezultatov. Brez prakse ni rezultatov. Ok, jaz sprejmem tale izziv, si rekel, da zamere, da to se zda v 4 urah dejansko zrihtati. Na nek način že človek, ko ozavesti, se nekaj v njemu zgodi. Dobro. Evo, čist konkreten primer, zdaj ko smo bili nazadnje tudi v Ljubljani, ker imamo tudi v Ljubljani lokacijo, pač prostore v najem, kjer izvajamo programe. In je tako, da je prišla ena punca po mojo pomoč, ki je imela močne depresije. In kaj smo na koncu ugotovila, da ona na nek način s tem stanjem vleče svojega očeta oziroma rabi njegovo pozornost. In kdaj dobimo največ pozornosti? Takrat, ko smo bolani oziroma imamo neke težave, ker takrat se nekomu zasmilimo. In ona že samo, da je ozavestila to, da dela to v bistvu zaradi očeta, da na nek način sama povzroča te težave in da je ona tista, ki se mora približati očetu, da se je oče ne bo, zakaj, ker on sam nima dovolj ljubezni in tudi ne zna dati naprej in da je ona sama tista. In dobil sem v nedeljo mail od nje, da je oče objel in da je rekel v bistvu, da jo ima rad in da je zasvetla tista lučka, ki ni svetla 24 let pri njej dejansko in da točno ve, kam mora iti, v katero smer in kaj je prava rešitev, če želi odpraviti te težave. Wow, ti mi čestitam. Hvala. Lepo. Ja, lej, jaz recimo pri sebi preverjam prepričanje z kinestetičnim testom, se pravi z tem nihanjem naprej, nazaj ali pa v bistvu kar step, ne? In nazadnje, ko sem si preverila, imam še ene zamere do staršev, pa bom se šla malo pogovoriti oziroma pogledati malo na tvoj program, ok? Mi bo veselje, hvala. No, evo, da tudi sama doživim še te stvari, ki vsi ostali tudi govorijo in tako naprej. Lahko greva še enkrat čez faze. Prva faza. Ozaveščanje. Ozaveščanje, se pravi, da ugotoviš, aha, to se mi dogaja zaradi tega, jaz v bistvu temu zameram, jaz v bistvu to zamerim sebi. Se pravi, da ozavestimo in vidimo, zakaj določene stvari se nam v življenju ponavljajo, ker bi lahko rekel, da če mi ugotovimo, da se nam ene stvari skozi ponavljajo, ali isti partner, ki je bedak, ali isto to, ali isti zdravstveni težave, bla, 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 se pravi, vse, kar je ciklo, pomeni, da moramo ozavestiti, zakaj prihaja do tega. Druga faza, najdemo izvor tega. Izvor. Torej, ali to po mamini strani, po očetovi strani, ali to izhaja že od babice na nek način, in da se vrnemo na nek način v tisto. Tretjo je sprejemanje, odpuščanje pa osvobajanje. Sprejemanje ljudi, odpuščanje tem ljudem in pa definitivno osvobajanje vetosti v te energije. Četrta faza pa je uvajanje novih prepričanj. To so pa te afirmacije, pozitivne. Ljudje ponavadi naredijo glih to v prvi fazi, da začnejo odprejo neko knjigo, začnejo ponavljati neke pozitivne avtosugestije, afirmacije. In jim dejansko povzroči stres, ker njihovo telo in njihova zavest, podzavest reče, ne, to ne velja za mene. Ja, točno to. Najlepša hvala Timi za tale pogovor. Hvala tebi. Evo, vsi lahko pridemo do tega, da se enostavno osvobodimo. Pa veste kaj, jaz mislim, da imamo vsi kakšno sranje po domače povedan.
ki smo ga navlekli na sebe iz različnih dogodkov, otroštev in vse ostalo in dajmo pustiti te stvari, dajmo pustiti, to je tuja energija, dajmo biti torej pretočni svojo lastno energijo. No, še kakšna informacija tudi na www.klepetobkavi.si, kjer lahko najdete tudi podatke za vse prihajajoče dogodke, potovanja, najnovejše novice in vse minule posnetke. Na YouTube kanalu jih je že kar nekaj in tudi več kot 1 300 000 ogledov. Naj vam bo svet lep, pa povejte danes sebi, da se imate radi, pa mogoče še komu drugemu.